Dr. Gorazd Meško, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kaj je ključni poudarek vašega predmeta kriminološko raziskovanje in etika? V okviru programa Forenzično računovodstvo je ta predmet namenjen razumevanju kriminalitete belih ovratnikov, finančne kriminalitete in seveda predvsem načinov storitev kaznivih dejanj, ki so vezani na poslovne in finančne goljufije. Drugi del tega predmeta se pa nanaša predvsem na raziskovanje, ne preiskovanje in seveda načela, ki so vezane na etiko raziskovanja v kriminologiji in v družboslovju nasploh. Kakšen vpliv imajo predpisane kazni za finančne prevare oziroma prekrške na pojav tovrstnega kriminala v Sloveniji? Kaj mislite vi, ali bi z ostrejšimi kaznimi imeli manj finančnih prevar? Zdaj takole, glede samih kazni so mnenja deljena. Tisti, ki verjamejo v stroge kazni, torej v teorijo zastraševanja, seveda popularizirajo stroge kazni. Drugi, ki v to ne verjamejo, popularizirajo prevencijo, ki je seveda bistveno boljša, ker seveda ne pride do nekih zlorab. To pomeni, da se seveda gradi neke mehanizme, nadzorstvene in tako dalje, da se tveganje za oškodovano zmanjša. Glede strogosti kaznovanja za finančne goljufije je pa težko reči. Torej, na nekatere storilce to ima vpliv, na druge nima. Vemo pa, kako je v medijih, da seveda zadeve se kratkotrajno potem predstavljajo v medijih, po tistem, ko se nekaj zgodi, potem pa seveda zadeva počasi izgine iz medijskega polja. Ali so slovenski preiskovalci, torej policija, tožilstvo, najeti finančni forenziki, dovolj usposobljeni za reševanje najtežjih finančnih prevar? Ja, zdaj tako. Mi vemo, da storilci kaznivih dejanj so praviloma en ali dva koraka pred preiskovalci. In tako kot se storilci kaznivih dejanj, kjer je treba zelo veliko nekega znanja, učijo novih veščin, tako se morajo tudi preiskovalci in drugi družbeni nadzorovalci učiti teh veščin in se seveda prilagajati novim oblikam kaznivih dejanj, pa tudi kakšnih drugih manjših kršitev. Jaz mislim, da nekateri policisti, kriminalisti, predvsem predstavniki Nacionalnega preiskovalnega urada znajo svoje delo zelo dobro opravljati. Bi pa poudaril predvsem to, da je treba v podjetjih in seveda v državnih inštitucijah ljudi ozavestiti o tveganjih in seveda ne samo represivce naučiti nekih veščin, ampak tudi ozaveščati vodstva in druge o tem, kako lahko nekaj naredijo na preventivnem področju. Kakšni so po vašem svetovni trendi v preiskovanju finančnih goljufij v svetu in ali Slovenija sledi tem? Slovenija pravzaprav sledi čisto vsem trendom, ki so tipični za zahodno civilizacijo, torej tudi na področju finančne kriminalitete. Gremo skozi fazo otroških bolezni, torej zadeve, ki so se nam zdele pred 10 in 15 leti popolnoma nepojmljive, so postale del naše stvarnosti in sledimo vsem trendom, ki so... Kateri pa so recimo te trendi? Recimo, če pogledamo tisto, kar je v zadnje čase zelo zanimivo, so predvsem poslovne goljufije, potem pa pranje denarja. Da imamo tudi inštitucije, ki to nadzorujejo, pa tudi banke imajo dolžnost nadzorovanja na tem področju. Pa seveda tudi recimo infiltracija organizirane kriminalitete v legalne sfere gospodarstva in tako dalje. Tako da teh področjih je veliko. Še zadnje vprašanje. Ali je forenzično preiskovanje v Sloveniji v praksi podobno tistemu, kar vidimo v različnih ameriških TV nanizankah? To študente zelo zanima, če bo njihovo delo takšno. No, mi vemo, da na vseh področjih obstajajo miti. Tako kot v ameriških serijah, kjer v 45 minutah rešijo najhujše umore, kjer z ultravioletno lučko in luminolom odkrijejo storilca hudih kaznivih dejanj, nasilnih dejanj, je seveda realnost v praksi velikokrat drugačna. Je pa nekaj. Ljudje, ki se ukvarjajo s preiskovanjem kaznivih dejanj, ljudje, ki delajo na teh področjih, pa mislim, da seveda pri svojem delu, o tem, da se veliko naučijo, torej in veščin in znanja, pa lahko uživajo tako kot gledalci teh serij ob tem, da seveda pomagajo odkrivati storilce ali pa pomagajo pri prevenciji. Hvala vam za vaš čas.